Pozdravljeni! Večina navdušencev Formule 1 pozna sezono 2009, ekipo Brown, njihov bolid BGP 001 ter dvojni oziroma double decker difuzor. Nekaj, kar se dostikrat pojavlja v člankih, v debatah na forumih. A v naslednjih minutah si bomo skušali na enostaven način odgovoriti na vprašanja, zakaj pravzaprav gre, kako deluje in kako je bilo mogoče s tistim pravilnikom to genialno idejo sploh upeljati v Formulo 1. Najprej se bomo ustavili pri imenu, katero nam pove ogromno. Double decker difuzor. Double decker? Seveda, dvonadstropni avtobus. In tudi tu imamo opravka z difuzorjem, kateri je na dveh nivojih in dveh nadstropjih. A prvič poglejmo, zakaj je pravzaprav šlo skozi pravilnike, skozi tiste dele, katere na bolidu Formule 1 ne vidimo mi, navadni gledalci. Namreč leta 1994 so v Formuli 1 zaukazali na ravno dno dati tisti leseni distančnik. Že leto pozneje so to razdaljo zvišali, zaukazali so, da na sredini tega ravnega dna bo neko območje znižano še za dodatnih 50 mm in tako tisto ravno dno v resnici ni bilo več ravno. Dobili smo ta srednji otok, kot vidite na fotografijah, in zaukazani so bili tudi tej radiusi teh prehodov z enega nivoja na drugega. In tako je ostalo pravzaprav do danes. Če pogledamo tehnični pravilnik, skico, vidimo, da je oblika pravzaprav enaka. A pred sezono 2009 so pri FIA zaukazali bistveno zmanjšati volumen difuzorja, tistega klasičnega. In če ste gledali prispevek, kjer sem opisal delovanje navadnega difuzorja, vam je jasno, da volumen je tu izjemnega pomena. Večji kot je volumen, bolj deluje, manjši kot je, manj imamo tistega aerodinamičnega oprijema. In prav tu se je pokazala izvirnost in genialnost Thomasa Browna. Namreč znal je brati med vrsticami pravilnika in videl določeno zanko, katero je izkoristil. Namreč takratni pravilnik je veleval mnogo stvari, kateri danes gledano z našega zornega kota so pravzaprav smešne. No, pravilnik je veleval to, da ravno dno more biti senca tistega pokrova motorja oziroma karoserije, katero se nahaja nad njo. To se pravi, tisto, kar je pokrito gledano z ptičje perspektive z karoserijo, tistim delom, kjer vidimo sponzorske napise, mora imeti pod seboj dno. Zaukazano je bilo tudi to, da mora biti ta element neprodušno zaprt z ene in druge strani, kar je bilo malce čudno, kajti Ross Brown je prišel na idejo negativne definicije. Namreč, če je pravilnik zaukazal, da karoserija mora imeti pod seboj dno, je on prišel na misel, da če nima karoserije na vrhu, mu ni treba imeti niti dna od spodaj, kar je nekako logično, a preden je začel z načrti, je za to razlago vprašal FIA, seveda v pozitivnem smislu, ne v negativnem. In seveda so mu potrdili, da ima prav. Še več, šel je na sestanek tehnične skupine, kjer so bili prisotni vsi predstavniki ekip, in predlagal spremembo pravilnika. Spremembo pravilnika v smislu, ki bi mu onemogočala uporabo te bližnjice, tega izrabljanja pravil. In seveda, ker je zopet uporabil pozitivno definicijo in ne negativne, nihče od prisotnih ni razumel, zakaj gre, in idejo so enostavno preslišali in zavrgli. In seveda, s tem, ko so jo zavrgli, so potrdili teorijo Rossa Browna. Ta je zmanjšal to karoserijo na tistem zadnjem delu bolida Formule 1, v tistem območju imenovanem Coca-Cola. To mu je omogočilo, da je prav v tisti vertikalni steni, katero se nahaja blizu difuzorjev, imel odprto območje, kjer je lahko izvrtal luknjo. Prej sem povedal, da ravno dno in karoserija sta morala biti neprodušno zaprta. Uporabil je spet tisto zaukazano krivino, tisti radius, kateri ni bil definiran, ali mora biti obrnjen navzdol ali navzgor. Seveda, vsi so imeli za samoumevno, da mora biti obrnjen navzdol, Ross Brown ga je obrnil navzgor, tako dobil neko neprodušno telo, to se pravi, iz ravnega dna do karoserije je bil en kos,
in dobil je prehod iz ravnega dna v tisti prostor, kjer se nahaja menjalnik bolida Formule 1. Kaj je to pomenilo? Samo še korak do double-decker difuzorja. Namreč okrog menjalnika je seveda bilo takrat dovoljeno imeti varnostno deformirano strukturo, katera naj bi pomagala pri morebitnih trkih od zadaj. Nikjer ni pisalo, kako mora biti oblikovana, in zato so pri ekipi Brown oziroma takrat še Hondi to oblikovali kot difuzor. In kar naenkrat so dobili tisti volumen, ki so ga s spremembo pravilnika praktično izgubili, in imeli so celoten aerodinamični oprijem, ki so si ga želeli. Seveda, mnoge ekipe so protestirale, a kot sem razložil, bilo je vse v duhu in skladno s pravilnikom. In seveda, Brown BGP 001 ni bil edini bolid z difuzorjem na 2 stopnjah. Namreč imeli smo Toyota TF109, kateri so idejo dobili praktično iz tistih tehnikov Honde, ki so zamenjali službo. In seveda tudi pri Williamsu so ga imeli na bolidu F2W31. In seveda, zakaj je bil Brown tako uspešen, ostala 2 bolida pa v bistvu ne tako. Pri Toyoti so bili v veliki zamudi s pripravo tega sistema, kajti to ni res tako enostavno, kot sem sedaj razložil. Treba je malce več računanja, malce več preizkusov, a vseeno razlagal sem princip. Pri Williamsu so imeli pa nek drugi problem. Takrat v Formuli 1 so imele ekipe možnost uporabe KERS-a. To je tisti sistem, iz katerega je danes nastal tako imenovan MGUK. S to malo pripombo, da takrat pravilnik ni nekako dovoljeval nekega bonusa, če si ta sistem imel. V bistvu Williams F2W31 je bil bistveno nad tisto dovoljeno težo. Toyota, kljub temu, da je bila malce odzadaj v razvoju, v sezoni 2009 je dosegla 2 drugi mesti in 3 tretja, kar je bilo kar soliden rezultat, medtem ko Brown s svojim sistemom že v prvi polovici sezone si je zagotovil zmago med vozniki in konstruktorji. Lep rezultat za genialno idejo, katera je bila tudi politično izjemno dobro speljana. In da ne bo pomot, double-decker difuzor je bil veljaven tudi še naslednjo sezono, niso ga takoj prepovedali. Hvala za vašo pozornost in nasvidenje.